Tokrat v občinskem informatorju. Ljudski vrt bo dokončno obnovljen septembra prihodnje leto. S hibridnimi avtobusi do čistejšega zraka v Mariboru. Voda v mariborskih pitnikih bo vedno brezplačna. Glasbene in kulinarične poslastice festivala Letni oder Ruše. Z mednarodnih športnih iger na sprejem v mestno hišo. Zaključek poletnega tabora v Hočah. Vuzeniške dneve zaključili s tombolo in Tanjo Žagar. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z eno najbolj aktualnih tem v Mariboru, osrednjo obnovo Ljudskega vrta. Gre za finalna dela pod tribunama Sever in Jug ter obnovo zahodne tribune. V prostorih pod severno in južno tribuno, ki so bili vrsto let prazni, bodo med drugim uredili prostore za gostinsko-trgovsko dejavnost, prostore za nogometno šolo, novinarsko središče ter prostore za upravljanje stadiona. Z deli naj bi pričeli konec letošnjega leta, končali pa septembra prihodnje leto. Časovnico del so novinarjem pojasnili predstavniki podjetja Office Arhitekti, NK Maribora in Mestne občine Maribor. V minulih dneh se je zaključil rok za prijavo na javno naročilo, v katerih je mariborska občina preverjala sposobnost podjetij, ki bi lahko izvajala gradbena dela. Kot je povedal koordinator projekta, bodo prijavljena gradbena podjetja v prihodnjih dneh povabljena k pogajanjem. Večji zalogaj pa je obnova stare zahodne tribune, ki je delno tudi spomeniško zaščitena. Tu so še v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po tistem najboljšem scenariju bo to začetek oktobra. Tak rok, nekak nastavljen rok izvedbe teh finalizacije prostorov je ta dobri 3 mesece, tako da bi recimo februarja 2019 že imeli uporabno dovoljenje za ta del. Za celoten projekt je v letošnjem občinskem proračunu predvidenih 5,5 milijona evrov. Celotni stroški so po zadnjih podatkih ocenjeni na 6,9 milijona evrov, zato bo treba preostanek zagotoviti v proračunu za leto 2019. Sredstva za projektno dokumentacijo pa je prispeval nogometni klub Maribor, pri čemer so sledili cilju narediti projekt čim bolj optimalen, funkcionalen in skladen z vsemi potrebami kluba in priporočili krovnih nogometnih organizacij UEFA in FIFA. V tem času smo opravili veliko dela, zadovoljni smo zelo tudi z podporo občine v tem času in tudi s strpnostjo, ampak večkrat smo tudi v tem poudarili, da to, kaj bomo mi kot klub dali iz rok, za tem želimo 100% stati. Po besedah predstavnika podjetja Office Arhitekti so pri načrtovanju nadaljnjih del na zahodni tribuni ohranili videz valovanja z znamenitim lokom, ki je bil zgrajen leta 1962. Streha ostane taka, kot je, ker je bilo potrebno se ojačalo zaradi potreb po statični sanaciji. Po tribune in tribunje se zamenja, kajti ne ustreza več potrebam ter zahtevam FIFA in UEFA. Na vrhu bodo VIP lože skupno 175 sedeži, na tribuni pa 150 sedežev za VIP, do 120 sedežev za novinarje in 2540 ostalih sedežev. Dokončanje vseh gradbenih del je predvidena septembra prihodnje leto. Mariborski mestni svetniki odločajo tudi o pomembnosti čistoče zraka v mestu. Na izredni seji namreč obravnavajo projektno dokumentacijo za nakup hibridnih avtobusov za mestni potniški promet. V bližnji prihodnosti naj bi po mariborskih ulicah vozilo 5 novih avtobusov s hibridnim pogonom na dizel in elektriko. Občina s tem projektom sledi planu, da bo posodobila in uredila mestni promet. Od leta 2014 pa do letos bomo nabavili že 28 avtobusov za kategorijo Euro 5, Euro 6, kar pomeni, da smo se držali tistih zavez, ki si jih je mestna občina zadala, ko smo sprejemali odlok o zraku in povedali, da bo tudi v javnem delu mestna uprava poskrbela za tiste aktivnosti, ki lahko k temu pripomorejo. Kljub temu, da je Ekosklad vsako leto spreminjal pogoje, kakšna vozila so primerna za nabavo, občine to ni ustavilo pri posodabljanju voznega parka mestnega potniškega prometa. Danes so odpotovali kolegi podjetje, ki je izdelalo 6 avtobusov na stisnjen zemeljski plin in jih prevzemamo, tako da bo ta vozila prišla v promet v mesecu septembru in jih bomo uporabili seveda v mestnem prometu. Občina bo tako imela že 60 vozil mestnega prometa, kar bo omogočalo tudi zagon projekta Park and Ride.
iz smeri trgovskega centra Leclerc proti centru Maribora in nazaj. Občina pa bo aktivna tudi na področju električnih vozil. Nakup hibridnih avtobusov pa bo seboj prinesel tudi nekaj infrastrukturnih sprememb. Kar bo pomenilo na drugi strani tudi za nas obvezo, da bomo našli opcije za postavitev električnih polnilnic ne samo za osebna vozila, predvsem v tem javnem delu bojo za polnjenje z električno energijo za avtobuse. In prva ta, če hočete tudi testna proga, je linija številka 6 Kolodvor Spenjača in nazaj, ker imamo pri Spenjači dovolj energije na razpolago, da lahko polnilno mesto vzpostavimo, pa tudi na lokaciji avtobusne postaje Mlinski teh težav ni. Prednost hibridnih avtobusov pa je predvsem v tem, da v ozračje ne spuščajo toliko škodljivih emisij kot običajni, saj lahko od 5 do 7 km prevozijo le z elektromotorjem. Med tem časom, ko avtobus vozi na dizelski pogon, pa se istočasno polni tudi baterija. Cena hibridnega avtobusa je 350 tisoč evrov neto. Od tega je 250 tisoč evrov subvencija Ekosklada po vozilo. To pomeni, da bi 1 750 000 bil nakup 5 hibridnih avtobusov, od tega bi občina iz proračuna zagotovila 500 tisoč evrov, ki jih imamo tudi na postavki za nabavo avtobusov, razliko 1 250 000 pa da Ekosklad. Ker gre za dejavnost javne koristi, si bo občina lahko davek na dodatno vrednost celotne investicije povrnila. Potem, ko se je v medijih razširila novica o domnevno spornih pitnikih v Sežani, kjer naj bi ostal žejen, kdor ima prazno denarnico, smo preverili, ali lahko kaj podobnega doleti tudi Mariborčane. K sreči bo voda v mariborskih pitnikih ostala brezplačna. Pred dnevi je po različnih medijih završala novica, da naj bi komunala v Sežani uvedla plačljive pitnike. Za 4 litre vode naj bi bilo treba v pitnik ustaviti kovanec za 10 centov. Brez denarja pa naj ne bi bil dostopen niti požirek vode. Izvedeli smo, da se Mariborčanom kaj takega ne bo zgodilo. Ta voda mora biti zastonj. Mislim, da je to del naše družbene odgovornosti. Na drugi strani seveda voda je kot ustavna kategorija zapisana v Ustavo Republike Slovenije. Mislim, da je prav, da se naši občani, otroci in seveda bi rekel tudi naši hišni ljubljenčki v bistvu potem osvežijo v teh vročih dnevih. Bistvenega pomena je tudi, da zagotavljajo kakovostno pitno vodo, ki jo je treba redno kontrolirati. Vsaki dan tudi do 100 analiz vode naredimo, torej nacionalni laboratorij, ki nam izvaja te analize in seveda lahko zagotovimo, da seveda pijemo v Maribor in sosednjih občinah varno, zdravo in primerno pitno vodo. Mariborski vodovod upravlja s 53 pitniki, ki so nameščeni po ulicah, trgih, na javnih površinah, v bližini izobraževalnih in drugih ustanov po Mariboru in okolici. Do odločitve, tako rekoč kolegov iz Sežane, so kritični. To je njihova, bi rekel, poslovna odločitev, mislim, da ni prav. Mislim, da je seveda, bi rekel, ta strošek vode tako mali, ne, mi ne evidentiramo niti kubik porabe vode na tedenskem nivoju, na posamezen pitnik, tako da to je popolnoma nepomemben strošek in seveda prav je, da seveda omogočimo v teh vročih dnevih, da se lahko vsi brezplačno osvežijo. Tudi s takšnim razmišljanjem so postali eno najbolj odgovornih podjetij v državi, hkrati pa eno od podjetij, ki že nekaj let, tudi lani, beleži pozitivne poslovne rezultate. Mi smo znižali število zaposlenih, torej iz predhodnega leta, na drugi strani smo seveda racionalizirali vse postopke, torej javno podjetje nismo namenjeno ustvarjanju dobička, torej prav pa je, da nekako pozitivno zaključimo, bi rekel, poslovno leto. Na drugi strani seveda, bi rekel, bi ta rezultat bil še drugačen, kolikor bi seveda vse lokalne skupnosti, kjer mi izvajamo oskrbo s pitno vodo, izvedle vse investicije, investicijsko vzdrževanje, ki je bilo s plani dogovorjeno. A ne glede na vse jim je uspelo, da so v lanskem poslovnem letu beležili 40 000 evrov dobička. Nadaljujemo pa v sosednji občini Ruše, kjer te dni spremljamo 19. festival Letni oder. Med glasbene poslastice se gotovo uvršča torkov in sredin koncert na osrednjem prizorišču. V objemu pohorskih smrek sta v duetu nastopila Vlatko Stefanovski in Vasko Atanasovski, ljubitelji opere pa so prišli na svoj račun s triom tenorjev. Če so zavedni domačini tisti, ki naravni amfiteater Podgoroj imenujejo za biser lokalnega okolja, niso edini. Tako ga je namreč doživel tudi Stefanovski, ki je s torkovim nastopom doživel svojo premiero na festivalu Letni oder. Ja sam oduševljen od ovog prostora. Nisam znao da blizu Maribora ima tako magično mesto i da ima ovakva pozornica i da ima ovakav amfiteatar. Stvarno nisam znao.
ima toliko toga da se otkrije ovdje u Sloveniji. Drago mi je da polako otkrivam. Inače u Mariboru sam bio 100 puta, na Lent festivalu sam nastupao mnogo puta, ali ovo je za mene totalno otkrovenje. Ova priroda, mi ne moramo svirati u ovoj prirodi, možemo samo tišinu poštovati. Stvarno je fantastično. Mariborski saksofonist, flautist, pevec in skladatelj makedonskih korenin pa se v objem pohorskih smrek vrnil po 5 letih. Sem skoraj v domačem, da kaj sem tako Vlatko pride, pa prvič je tukaj navdušen, v bistvu živiš v Mariboru, pa ne greš v bistvu pogosto v Ruše, razen če imaš tukaj mogoče kakšno družino, kar jaz nimam, ampak tako da je zame tudi nek kraj, ki ga na nek način s temi koncerti, koliko sem že večkrat tukaj igral, se nekako z njim tudi spajam. Kot so se z glasbenimi mojstrovinami dueta spajali obiskovalci. Romantično spanje med glasbo, nebom in naravo je bil skupni imenovalec sredinega večera. 3 tenori in klasiko pod zvezdami. Iz Primorske prihajam in sem zelo navdušen, imam rad mariborsko publiko tako in drugače, namreč velikokrat sem že tu nastopal, ampak v tem ambientu pa še ne. In res, to je pravi amfiteater. Zagotovo je ambient edinstven in naš repertoar, nocojšnji repertoar je zastavljen zelo široko in tako da ni striktno usmerjen samo v klasično glasbo, ampak gremo tudi v pop glasbo. Na vsak način je takole ob zaključku poletja še pika na i, ko se glasba zlije s takim lepim okoljem, eno prijetno doživetje. S programom festivala pa ne oživljajo in polnijo zgolj osrednjega, pač pa tudi ostala prizorišča v Rušah. Na tržnici pri Lamprechtovi domačiji se praktično vsak dan odvija spremljevalni program z ogrevalnimi in after zabavami. Obiskovalci festivala lahko med sprehodom po prizoriščih izbirajo tudi med kulinarično ponudbo v sklopu programa Želodec na povodec. Predvsem otrokom in družinam pa je namenjeno prizorišče v programu pred občino. Danes sem prvič tu. In ti je všeč? Ja, zelo. Zakaj? Kaj počenjaš? Verižice pa zapestnice si lahko izdeluješ tu. Delamo izdelke iz lesa, kot vidite. Potem imamo tam za ravnotežje, da hodimo po tej vrvi in da dol ne pademo. Potem tam lahko pod mikroskopom gledamo živalce, kako izgledajo pod veliko očesom velikim. Potem imamo tu še nekaj za prigrizniti, tam imamo pobarvanke še. Zabavate? Ja. Finale letošnjega festivala pa bo gotovo predstavljal sobotni koncert. Na Letnem odru bo to soboto, 1. septembra, nastopil Toni Cetinski. Zdaj pa k mladim, perspektivnim športnikom, ki so si s svojim zastopanjem Maribora na mednarodnih igrah šolarjev prislužili poseben sprejem v mestni hiši Rotovž. Župan Fištravec se jim je osebno zahvalil, da so v mednarodni konkurenci branili in upravičili naziv Evropskega mesta športa. 18 športnikov mariborskih osnovnošolcev se je uvrstilo v ekipo, ki je Maribor zastopala na mednarodnih igrah šolarjev. Odtekla sem v redu, sicer ni bil osebni čas, reče je bilo pa zelo fajn v Jeruzalemu. Zakaj pa vztrajati pri športu? Da, ne vem, za lepo postavo. Jaz sem zastopal atletiko, suvanje krogle, bil sem 4. Zdelo se mi je zanimivo. Pa definitivno je bila izkušnja, ki si jo je vredno zapomniti in jo doživeti. Tudi njihova koordinatorica in mentorica, ki jih je spremljala na poti in tekmovanjih, je poudarila, da so mednarodne igre šolarjev eno izmed najbolje organiziranih tekmovanj, ki jih lahko doživijo mladi športniki. Za večino mladih teh športnikov te starosti najvišji rang tekmovanja, ki ga bodo kadarkoli doživeli. Ker vemo, kaj pomenijo ene olimpijske igre ali pa svetovno ali pa evropska prvenstva, na katera se je res težko vrstiti. Tako da že v ekipo Maribora moram priznati, da je kar težko priti, glede na to, kakšen bazen športnikov mladih imamo v Mariboru. Ena super izkušnja,
Za mene je vsako leto drugače, vsako leto novo, vsako leto je boljše. Otroci pa, koliko sem se pogovarjala, tudi pa trenerji, je bila to super izkušnja za njih. Ob teh spominih bodo lahko v svoj nabor vtisov dodali še sprejem v mestni hiši, kjer so prejeli protokolarna darila in kjer jim je osebno čestital župan. Danes je bil poseben dan zaradi tega, ker so to bili športniki, ki so tudi predstavljali mesto. Torej niso se borili v okviru svojih klubov, niso se borili samo v okviru panoge, ampak so bili predstavniki mesta. In to je fino je, da vsako leto sodelujemo na teh športnih igrah otrok. In da imamo vedno tudi v športnem smislu ekipe, ki so konkurenčne. V tem smislu so šolarji na mednarodnem tekmovanju dokazali, da se Maribor lahko pohvali z nazivom Evropsko mesto športa 2018. Počitnic je praktično konec. Za približno 60 šolarjev iz občine Hoče - Slivnica pa so bile te posebej pestre. Obiskovali so namreč poletni tabor, v katerem so se vrstile športne in zabavne animacije Svizec športa. 8 tednov poletja so uživali, se zabavali, tkali nova prijateljstva, se veliko gibali na svežem zraku, pa tudi naučili novih veščin. Naučili smo se tudi upravljati kamere z njimi in fotografirati tudi. Naučili smo se, kako se postavljati in narediti zanimive kote in v glavnem zelo veliko. Smo novo dogodivščino vsak dan dobili, da smo vsakeč za nekaj drugega naučili, pa ker smo se zabavali. Zato, ker smo imeli vodne balone, pa vodne pištole smo se prinesli. S takšnimi vtisi so zaključili letošnji poletni tabor. Vodje pa si ga bodo zapomnili po še enem uspešnem poletju. Letos predvsem manj nesreč kot lani. Smo imeli buške, smo imeli praske, ampak dosti manj je bilo poškodb oziroma nesreč. Predvsem ekstrem je bil začetek, ko je bilo mrzlo, pa zdaj na koncu, ko je bilo vroče. Počeli smo marsikaj. Meni v bistvu vedno najbolj ostane v spominu, ko pride otrok drugi teden nazaj in te z veseljem v ponedeljek zjutraj odpre. Otroci so z udeležbo na poletnem taboru pridobili nova znanja in poznanstva, urili so svoje socialne in športne veščine, ekipno sodelovanje, starši pa so z vpisom v poletni tabor rešili težavo varstva v času, ko nimajo več letnega dopusta. Morebitne stroškovne ovire pa so jim s sofinanciranjem pomagali premostiti na občini. Tabor je letos bil še boljše kot vsako leto. Otroci so našli tudi nove prijatelje, ne samo stoječi. Plus pa je tudi bil, da smo se povezali z sosednjo občino, tako da so otroci ob petkih imeli, mislim, da nogomet med dvema ognjema in kviz znanja z občino Rače-Fram. Torej šli so z vlakom, enkrat je bilo pri njih, enkrat pri nas, kopalni izlet, kino, spoznavanje lokalnih društev, gasilcev, medarjev, enkrat tedensko tudi na sladoled, tako da ker so pač otroci hodili mimo mojega okna, glede na zvok pa njihove obraze, je zadeva odlična. Na možnost aktivnega in kakovostnega preživljanja poletnih počitnic lahko računajo tudi v prihodnje. Za letos pa so se od njih poslovili s koncertom Čaleta Saleta. Za konec pa še na zabavo v šotor vuzeniških dnevov. Zaključili so jih z otroško tombolo, finale dogajanja pa je dobila Tanja Žagar. Tradicionalni vuzeniški dnevi so se tudi letos zaključili z zabavnim programom za otroke in odrasle. Najprej je bila na vrsti tombola. Nekateri so se je lotili samostojno, drugi so zabavo delili s starši ali sorodniki. S teto. Tradicionalna tombola tako predstavlja veselje ob prejemu nagrad, pa tudi obliko medgeneracijskega druženja. Že kar nekaj let zaporedoma smo organizatorji te otroške tombole, čeprav je naše društvo kot planinsko in je naša dejavnost čist nekaj drugega, ampak nekako nam je prišlo to v navado, da organiziramo. Zdaj smo se že stari mački v tem. Tombolo, kakor tudi vuzeniške dneve v celoti, so napolnili domačini in obiskovalci iz drugih krajev. Tako so dosegli cilj na program zapisanega slogana Za vsakogar, tudi za vas. Vse prireditve, vse, kar smo imeli, je tako lepo uspelo. Obisk krasen,
ljudje, ki so sodelovali, to so različna društva, posamezniki, ki so namenili ogromno prostovoljnega časa, svojega časa za to, da lahko te prireditve sploh speljemo. Tako da jaz sem več kot navdušena nad vsem. V 10 dneh se je zvrstilo približno 60 raznovrstnih prireditev. Ne glede na leta, starost ali spol, je običajno glasba tista, ki združuje in razveseljuje. Za zabavno glasbeni zaključek, ki zažiga, je ob koncu Buzeniških dnevov poskrbela Tanja Žagar s skupino Avantura. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto, 1. septembra, v Selnici ob Dravi pripravljajo 6. otroški tek po Jabolčni poti. V nedeljo pa 8. tek za odrasle. Start obeh bo ob 10. pri Frasovi kapeli. V Rogozi to soboto praznujejo krajevni praznik, od 9. naprej bo veselo v srednjem prireditvenem šotorom. Toliko zaenkrat, imejte lep konec tedna in nasvidenje.